Danes je čas, da optimizirava fotografije za tvojo spletno stran oziroma si vsaj pogledava, kako to narediti. Pa najprej sploh, kaj mislim z optimizacijo fotografij. Na eni strani je to, da so fotografije primerne velikosti, potem da je njihova velikost v bajtih in megabajtih stisnjena na najmanjšo možno velikost, pri čemer se ne uniči kvaliteta fotografije, in potem na tretji strani še optimizacija za Google oziroma iskalnike. Zakaj sploh optimizirati fotografije? Na eni strani zaradi tega, da je tvoja spletna stran oziroma blog hitrejša, in na drugi strani za iskalnike, kar pomeni, da bojo se tvoje vsebine prikazale med iskanimi rezultati čim višje. Ok, pa kar v akcijo. Torej, najprej je potrebno fotografijo oziroma grafiko shraniti v primerni velikosti. In verjetno se ti porodi vprašanje, kakšna je ta primerna velikost oziroma v kakšnem formatu se prikazuje največja fotografija, kateri je torej največji format, ki se prikazuje na tvoji spletni strani. To lahko enostavno pogledaš tako, da odpreš spletno stran oziroma blog, poiščeš največjo fotografijo na tvoji spletni strani, jo odpreš na največjem monitorju, kjer je možno, v brskalniku, kot je na primer Chrome, klikneš z desnim miškinim klikom na fotografijo, izbereš zadnjo možnost in tam lahko pogledaš, v kakšni velikosti je fotografija se ti prikazuje. Sedaj, ko pač poznaš to velikost fotografije, lahko fotografije shranjuješ v tej velikosti. In ko jih shraniš, jih je potrebno še optimizirati, torej stisniti, kaj je pri tem pomembno stiskanju, da se ohrani oziroma čim manj uniči kvaliteta fotografije, da ostane ta pač najvišje kakovosti. Za vse, ki me spremljate že dlje časa, najbrž že poznate programa, ki jih uporabljam za stiskanje, in sicer to sta JPEG Mini Pro in pa Image Optim. Ta zadnji je brezplačen, ta prvi je brezplačen do določene mere. Kako v bistvu stisniti fotografije je popolnoma enostavno. Fotografijo enostavno z funkcijo povleci in spustiš v ta program in takoj lahko vidiš, da se njena velikost lahko kar precej zmanjša. Sedaj so naše fotografije pripravljene za splet in jo lahko lepo naložiš na svojo spletno stran oziroma blog, na primer v novo objavo. Ko fotografijo naložiš, se ti odprejo nekateri podatki, ki jih je zelo fino v WordPressu izpolniti. To so naslov fotografije in pa nadomestno besedilo, ki deluje kot alt tekst, torej kadar se fotografija ne bo mogla prikazati zaradi takšnih ali drugačnih dejavnikov, se bo prikazal ta tekst. V teh tekstih je fino, da so tudi tvoje ključne besede oziroma bistvo, kaj na tej fotografiji je. Tako da bo v bistvu uporabnik, ki ne bo videl fotografije, bo po opisu vedel, katera fotografija bi tukaj naj bila. Seveda je fino, če izpolniš čim več oziroma kar vsa polja, izpolni pa vse, torej naslov in pa nadomestno besedilo. To je pa za današnji video vse. Upam, da ti je bil všeč. Se vidimo naslednjič. Čau!